Košo folk in dobrodošli v nov YouTube video. Danes po dolgem času spet malo bolj bodybuilding video. In sicer folk danes vam bom pokazal moj trenutni oziroma moj nov trening za hrbet in pa biceps, torej pull workout. Za tisti, ki ne veste, prej, ko sem bil v bodybuildingu, sem imel bodybuilding workout split, sem imel dva različna treninga za hrbet, eden malo bolj fokusiran na zgornji hrbet, en pa malo bolj fokusiran samo na ledce. Trenutno v tem novem workout splitu pa imam en back day. Trenutno jem svoj pre-workout obrok, ovseni kosmiči, enih 70 gramov ovsenih kosmičev, malo mandljevega masla, malo sojnih beljakovin, potem zamrzani gozdni sadeži, eno banano, cimet in himalajska sol. To mi je res zelo ljub obrok, ful mi je všeč, še posebej pred temi treningi mi ful paše. Pripravil sem si tudi moj pre-workout, torej Thor Steam Free. Pre-workout spijem samo pred temi treningi, ker cela fora Thor Steam Free je to, da izboljša pump, da te res segreje skupaj z beta-alaninom, da te res aktivira pred takšnimi treningi, kjer je ta fokus, torej res, da daš kri v mišice, za razliko kot mogoče tisti Hyrox trening, tisto, kjer takšni neki pre-workouti, pump formule pre-workouti nimajo toliko smisla. In pa pripravil sem si še svoj intra-workout, ki je tisti Fuel Ride, torej ogljikovi hidrati in pa elektroliti, ki pridejo zelo prav tudi med takšnimi treningi. Zelo dobra novica glede poškodbe. Včeraj sem imel ta nek Hyrox trening plus itak kardio in sem prvič po 5 tednih poskusil teči na tekalni stezi, ker res tako zdaj zadnji teden nisem popolnoma nič čutil tetive, kakorkoli. In včeraj folk sem odtekel 2 kilometra brez nobenih bolečin, tako da bom potrkal in upam, da je to. Zdaj bom res zelo počasi in previdno delal oziroma stopnjeval s tem tekom, bom res tekel vsak drugi dan. In tudi to, ko bom stopnjeval, bojo ne vem. Zdaj bom tekel vsak drugi dan 2 kilometra in potem naslednji teden 2 kilometra in pol. In tako bom počasi in postopoma si gradil to neko osnovo in upam res, da me ne bo več tetiva matrala. Za Jim Beam sem pozabil reči, kot vedno folk, hvala vsem za podporo, res iz meseca v mesec, ki me podpirate, za uporabo moje kode, za mene podpreti, za podpreti ta YouTube kanal in za dobiti 5% popusta na vaše naročila, koda MAX5. In se vidimo, ko se dobim z Leotom Fitness in ko začnem s svojim treningom za hrbet in biceps. Evo nas folk, začenjamo z današnjim treningom za hrbet in biceps. Prva vaja, najbolj elementary compound vaja za hrbet in sicer bodyweight pull-upsi. Sem si rekel, moram postati spet močnejši na teh bodyweight vajah. Zdaj nisem tako močen, ker sem še vedno malo težek glede na svojo višino, ampak sem pa sigurno boljši v bodyweight teh pull-upsih, kot pa sem bil recimo, ne vem, lani, ko jim sploh nisem dal toliko fokusa, ne. Tako da gremo zdaj, to je popolnoma začetek treninga, malo sem se segrel z elastikami, s kabli, rotator cuffse v vse različne smeri. Kot veste, meni to ful pomaga za ramena, ker imam tudi malo več težav z rameni. In zdaj začnemo 3 sete, vse do odpovedi bodyweight. Kako to večinoma poteka, vsak set naredim manj ponovitev. Večinoma je tako 12, 10, 8. Ampak grem vsakič do odpovedi in koliko jih naredim, jih naredim. In this vast universe, our spirits tend to glow. It's a sign so divine. We're closer than we know. Through the tangle of this world, in the chaos and creation, I will find my way to you. 6 degrees of separation. Ok, evo ga, končali pull-upse, 3 serije. In potem smo šli na prvo vajo in sicer lat pull-down. Torej, tista izvedba, ki je bila, je nekaj vmes. Za dan res celoten zgornji hrbet in tudi malo teh potem
skupaj z zgornjim hrbtom zgornjih lecov. Ne. Te dve vaje imam na začetku, ker res ful dobro aktiviran hrbet. Top 2 working seta, top set in potem back-up set sem šel narediti. In zdaj gremo na prvo main vajo, bi se rekla compound vajo, in sicer good old barbell rows. Kot boste videli, znotraj današnjega treninga je res full teh nekih compound vaj, torej da se res čim več nekako mišic vključi znotraj v igro. Zdaj gremo na prvi premik, ki je res fokusiran samo na lece, kjer tudi spodnji leci dobijo pozornost z to izvedbo, ki jo bom delal, ki jo boste videli zdaj. In sicer še enkrat klasična compound vaja dumbbell rows. Tukaj je nasvet mogoče, ko delaš kakšne takšne unilateralne vaje, torej kjer dela vsaka roka ali vsaka noga posebej, vedno začni s tisto stranjo, ki je šibkejša. Tako boš dal potem čas, da ta šibkejša stran catch-upa tisti močnejši in da tista močnejša ne postaja še močnejša in se potem oddaljuje od šibkejše. Glede na to, da je res prva vaja za prav lece, samo lat focus, bom šel ene 3 stopnjevalne, ker vseeno tukaj grem heavy. Mislim, da bom working set delal z 50-kami. Tako da grem 20, 30, 40 in potem 50-ke za top set in potem isto, back-off set 20% nazaj na 40-ke. Tako da gremo delati. Zadnja vaja za hrbet, cable pullovers, še ena malo bolj za lat set, torej lat focus. Sem naredil eno stopnjevalno, da sem malo začutil težo, da sem malo začutil premik, da se nekako uskladim s premikom in evo ga. Zdaj gremo tako na top set in potem spet back off set. To bo zdaj tudi zadnja vaja, zadnja 2 working seta za hrbet in potem sledi biceps del trening. Prva vaja za biceps, imamo to mašino. Vedno rad začnem s to mašino, oziroma vedno rad začnem z premiki, kjer poteka supinacija bicepsa. Ne vem, nekako skozi leta sem razumel, da tako najboljše aktiviram biceps. Jaz nimam nekako težav z treniranjem bicepsa, ga čutim, tudi dobro raste, kakorkoli, ampak je pa dejstvo, da če prvo vajo ne naredim dobro, če ne dobim dober pump, po domače povedano, v prvi vaji, potem ne bo tako dober trening bicepsa. In mi je zato ta vaja tukaj, kjer poteka pač supinacija do spodaj in tukaj pride res do tega popolnega streča. Delam tudi unilateralno, ker mi tako bolj paše, za roke večinoma mi tako paše, razen ko delam mogoče kakšne heavy pritiske za triceps, ampak pri bicepsu je to. Tako da prvi premik supinacija, drugi premik bojo klasični hammer dumbbell curls, torej druga vaja z neutralnim prijemom, da treniramo tudi malo brachialis bicepsa in zadnji premik bom vzel tisto, sploh ne vem, kako bi rekel, tisto že narejeno štango z utežmi in bom reverse curlal, da vključim tudi malo forearme. Tako da to je moj edini forearm work, ki ga delam, torej ta nek inverse curl, kjer je in biceps in tudi pač aktivacija forearmov. Tako da, to je nekako plan za biceps. Let's go!
trening zaključen, tudi biceps del. Na vsaki vaji 2 working seta, top set, back off set. Kot veste oziroma kot vidite, to je moja nekako filozofija skozi vse te bodybuilding treninge. Če slučajno kdorkoli od vas potrebuje pomoč pri kakšnem trenerstvu, coachingu, bolj bodybuilding focus, lifestyle focus, transformacija samo do poletja, karkoli vas zanima, če bi želeli pomoč iz moje strani ali pa iz strani Leota, dajte si prečekirati prvi link v opisu Elevit Akademija. Imaš tudi možnost 30-minutnega brezplačnega videoklica z mano in Leotom, kjer ti vse predstaviva. Tako da, zainteresirani, prvi link v opisu in se vidimo doma na post-workout obroku. Naslednji teden ne vem, če bo upload, zato ker grem naslednji teden na počitnice in sicer v Barcelono, La Barça, tako da potem, če slučajno naslednji teden ni videa, veste zakaj, ampak potem tudi lahko pričakujete vlog, najmanj en video iz Barcelone. Sem si rekel, da najmanj enega bom posnel. Če ti je ta video bil všeč, dej absolutno, prosim te, vzameti 10 sekund, spusti like, komentiraj karkoli, pomagaj algoritmu in subscribe se na YouTube kanal, če še nisi. To je to od mene, folk, za ta YouTube video in se vidimo naslednji teden oziroma mogoče čez 2 tedna v naslednjemu.